Dobrodošli na ASIS-ovem usposabljanju o inovacijah in izzivih družbe. Raziskali bomo, zakaj in kako preoblikovati inovacijske politike in se soočiti z izzivi prehoda. Po eni strani so se inovacijski procesi v zadnjem desetletju spremenili. Odprte inovacije so zdaj dobro znan koncept. Inovacije so bolj usmerjene k ljudem, vodijo jih ekosistemi in inovacijski procesi, s katerimi se korak za korakom odpirajo družbena vprašanja. Po drugi strani družbene in okoljske izzive obravnavajo specifični akterji, ki še vedno niso povezani z močnimi obstoječimi inovacijskimi mrežami. Politike za podporo inovacijam se morajo prilagoditi temu razvoju in sprejeti stalno spreminjanje paradigme. To pomeni odgovarjanje v kompleksnejšem in sodelovalnem okolju. Bolj kompleksnem, ker je treba razmisliti o različnih dimenzijah, in bolj sodelovalnem, ker je vključenih več veščin in deležnikov. Kateri so cilji tega usposabljanja? To usposabljanje o inovacijah in izzivih družbe je bilo ustvarjeno za vas, oblikovalce politik in specialiste za organizacijo za podporo podjetjem, da bi vam pomagalo bolje razumeti izzive in vašo morebitno vlogo v tej preobrazbi. Po usposabljanju boste prvič razumeli prihodnje trende na področju inovacij in morebitne povezave z družbenimi inovacijami. Drugič, prepoznali ključne deležnike in njihovo vlogo v inovativnem projektu, povezanem z družbenimi vprašanji. Tretjič, izbrali prve ukrepe za izvajanje na področju vašega vpliva. To usposabljanje je razdeljeno na 3 dele. Prvič, inovacije in izzivi družbe proti skupni poti. Drugič, oblikovanje povezav z deležniki, odkrivanje ekosistema družbenih inovacij. Tretjič, ponovno oblikovanje politik na področju inovacij. Prvi del bomo skupaj raziskali v tem videu. Nato vas bomo povabili k prenosu PowerPointove datoteke, da boste lahko kliknili hiperpovezave in našli video primer ter dodatne vire. Za drugi in tretji del vas bomo povabili k takojšnjemu prenosu PowerPointove datoteke, da boste sami raziskali vsebino. Prepričajte se, da uporabljate način za predstavitev, da aktivirate hiperpovezave in kar najbolje izkoristite učno izkušnjo. Začnimo s prvim delom. Inovacije in izzivi družbe proti skupni poti. Zakaj govorimo o skupni poti? Izzivi družbe so globalni in sodelovanje različnih deležnikov je ključno za njihovo reševanje. Družbene inovacije omogočajo obravnavo družbenih in okoljskih izzivov z inovacijami in sodelovanjem ter delovanjem z različnimi deležniki, vendar pogosto v majhnem obsegu in z omejenimi finančnimi sredstvi. Inovacije nasploh prinašajo vzvode rasti za tradicionalna podjetja. Kaj pa socialna podjetja in pobude? Hkrati se inovacije razvijajo proti ekosistemskemu pristopu. Rešitve morajo biti oblikovane z vključevanjem različnih deležnikov, javnih in zasebnih organizacij, podjetnikov, strokovnjakov, državljanov, upravičencev. Odkrimo, kako se srečajo inovacije in izzivi družbe. Na tem prikazu iz poročila Evropske komisije o inovacijah, objavljenega v letu 2017, vidimo razvoj inovacij v zadnjem desetletju. Premaknil se je od zaprtih do odprtih inovacij, danes pa se vedno bolj premika k inovacijam v mrežah in ekosistemih. Zaprte inovacije lahko opredelimo kot centralizirane in zazrte vase. Odprte inovacije so večinoma osredotočene navzven in sodelovalne. Inovacije v mrežah so danes ekosistemske in čezorganizacijske, postajajo bolj in bolj sodelovalne. Ta razvoj pogosto imenujemo sprememba paradigme. Kaj se spreminja in kako? V istem poročilu Evropske komisije so primerjane glavne značilnosti 3 vrst inovacij: zaprtih inovacij, odprtih inovacij in inovacijskih mrež. Tako denimo velja, če je solo pravilno pri zaprtih inovacijah, grozd postane način sodelovanja pri odprtih inovacijah in ekosistem sklic pri inovacijah današnjega ali jutrišnjega dne. Drugi primer v zadnji vrstici kaže, da koncept verige vrednosti zamenja omrežje vrednosti, nato pa konstelacija vrednosti. Zanimivo je dodati, da so priporočena gonila za sodobne inovacijske politike medsebojna povezanost, odprtost, interakcija, ekosistemski pristop in množično financiranje. Te specifikacije so zahtevane za obravnavo izzivov družbe. Nameni inovacij se spreminjajo, gre za družbeno vodene inovacije.
Ko inovacije zadovoljijo izzive družbe, govorimo o družbenih inovacijah. Za opredelitev družbenih inovacij vas vabimo k ogledu usposabljanja ASIS številka 1 na platformi ASIS. Kje in kako se zgodijo družbene inovacije? Družbene inovacije se lahko zgodijo kjerkoli, od javnega do zasebnega sektorja in v različnih obsegih, večinoma na lokalni ravni, da zadovoljijo potrebe upravičencev. To je rezultat skupnih naporov, ustvarjalnosti, sodelovanja, vključevanja različnih deležnikov, ki si delijo enako vizijo. Ustvariti želijo trajnostno in k ljudem usmerjeno prihodnost. Kar zadeva družbene inovacije, se čebele in drevesa srečujejo z različnimi izzivi. Čebele so denimo majhne organizacije, skupine, akterji socialne in solidarnostne ekonomije. Drevesa so večje organizacije, vlade, podjetja ali velike nevladne organizacije. Navzkrižno opraševanje med tema dvema vrstama akterjev je posebej pomembno za ustvarjanje, širjenje, krepitev družbenih inovacij in odprte inovacije z vplivom. Soočajo se z različnimi izzivi. Čebele, še posebej socialna podjetja, se lahko učijo iz podjetniške in inovativne kulture. Drevesa, javne in zasebne organizacije lahko bolje integrirajo družbene in okoljske izzive ter metode družbenih inovacij v svoje prakse. Za konkreten primer navzkrižnega opraševanja prenesite datoteko in kliknite spodnjo povezavo za ogled podjetja SoScience, predanega odgovorni znanosti na področju urbanega kmetijstva. Podjetje sodeluje s čebelo, zagonskim podjetjem Reverdir in drevesom, francoskim javnim raziskovalnim laboratorijem IRD. Kako bolje integrirati izzive družbe v inovacije? Izzivi družbe so številni, večdimenzionalni, kompleksni in nujni. Imeti celovit pogled ni preprosto. Kako naj se pozicionirajo deležniki? Združeni narodi pozivajo k predanosti podjetij in organizacij ciljem trajnostnega razvoja. To je široko sprejeto orodje, ki je lahko uporabno za boljše razumevanje družbenih in okoljskih izzivov, s katerimi se sooča svet. Za odkrivanje posameznega od 17 ciljev, od revščine do podnebnih sprememb vode, odgovorne energije in tako naprej, lahko pregledate spletno mesto trajnostnih razvojnih ciljev. Socialna podjetja so prav tako ključni akterji pri razvoju družbenih inovacij, tudi če jih akterji z področja klasičnih inovacij pogosto ne poznajo dobro. Potencial socialnih podjetij v Evropi še vedno ni dovolj izkoriščen. Na tej prosojnici poskušamo razumeti specifične potrebe socialnih podjetij. Raziskava, ki jo je Evropska komisija opravila leta 2020 in se imenuje Zemljevid socialnih podjetij in njihovih ekosistemov v Evropi, nam ponuja nekaj ključev za razumevanje dejavnikov, ki so osnova za te težave. Najprej izpostavijo eksterne dejavnike, slabo razumevanje koncepta socialnega podjetja, pomanjkanje podporne politike in zakonodajnega okvira, pomanjkanje specializiranih storitev za razvoj poslovanja in podpore, težak dostop do trga, težave pri dostopu do financiranja iz zunanjih virov, odsotnost skupnih mehanizmov za merjenje in prikaz družbenega vpliva. Najti je mogoče tudi interne dejavnike, pomanjkanje vzdržnih poslovnih modelov, veliko zanašanje na javni sektor kot vir prihodkov, pomanjkanje podjetniškega duha ali komercialne lucidnosti, pomanjkanje menedžerskih in profesionalnih veščin, ki so potrebne za krepitev dejavnosti. Jasno je torej, da je izkoriščanje inovacijskih politik za krepitev in konsolidiranje njihovih modelov za socialna podjetja še vedno izziv. Za zaključek tega prvega dela usposabljanja o inovacijah in izzivih družbe bi vam radi predstavili primer najsodobnejše tehnologije, ki služi odgovorni porabi. Origin Trail je slovensko zagonsko podjetje, ki uporablja tehnologijo veriženja blokov za decentralizirano in sodelovalno sledenje poreklu izdelkov. Spodbujati želijo boljšo sledljivost za potrošnike in izboljšano vidnost za proizvajalce na lokalni ravni, boljšo kakovost hrane in transparentnost, pa tudi zmanjša okoljski vpliv prehranske verige. Zdaj vas vabimo k prenosu PowerPointove datoteke, da boste lahko kliknili povezavo in si ogledali video o Origin Trailu. Nato pa se lahko vrnete na dokument, ko želite. Zahvaljujemo se vam, da ste si ogledali ta video. Ne pozabite s platforme ASIS prenesti še drugega dela. In ne pozabite, da morate za aktivacijo vseh hiperpovezav in animacij aktivirati način predstavitve.